Cari fratelli e sorelle, oggi desidero parlarvi di qualcosa che rattrista molto il mio cuore, la guerra in Siria. Dragi bratje in sestre, danes vam želim govoriti o nečem, kar zelo žalosti moje srce, o vojni v Siriji, ki je že vstopila v svoje 5. leto. S temi besedami je papež začel nagovor v videosporočilo, s katerim podpira akcijo Mednarodne Caritas za mir v Siriji. Po njegovih besedah gre za situacijo neizmernega trpljenja, katerega žrtev je sirski narod, prisiljen preživeti pod bombami ali pa najti poti za beg v druge države ali na območje Sirije, ki so manj razkosana. Tu so tudi krščanske skupnosti, katerim Frančišek zagotavlja svojo podporo v diskriminaciji, ki jo morajo prenašati. Sveti oče v videosporočilu se obrne tudi na vse vernike in tiste, ki delajo s Caritas pri izgradnji pravičnejše družbe. Medtem ko narod trpi, se neverjetna količina denarja troši za dobavljanje orožja vojakom in nekatere države, ki ta orožja dobavljajo, so tudi med tistimi, ki govorijo o miru. Je bil neposreden papež Frančišek, ki si je ob tem zastavil vprašanje, kako lahko verjameš nekomu, ki te z desno roko boža, z levo pa te udarja. Vse tako odrasle kot mlade je spodbudil, naj z navdušenjem živijo to leto usmiljanja, da bi tako premagali brezbrižnost in z močjo oznanjali mir v Siriji, ki je možen. Mir v Siriji je možen, poudarja sveti oče in dodaja, gre za vabilo k molitvi za mir v Siriji in za njen narod med molitvenim bdenjem. Iniciativa je namenjena osveščanju skupin, župni in skupnosti, da bi širili sporočilo miru, edinosti in upanja. Molitvi pa morajo slediti dela miru. Sveti oče zato povabil, naj se obrnejo na tiste, ki so vključeni v mirovna pogajanja, da bi resno vzeli sporazume in se zavzeli za zagotavljanje humanitarne pomoči. Vsi morajo spoznati, da rešitev za Sirijo ni vojaška, ampak samo politična. Mednarodna skupnost mora zato podpirati mirovne pogovore za sestavo vlade narodne enotnosti. Še v sporočilo poudarja papež Frančišek.